Predolgi intervali rdeče in prekratki intervali zelene luči za pešce, prekinjena kolesarska steza in uničena cesta, ob kateri ni pločnika. To so le 3 težave v prometu, ki pestijo učence osnovne šole Bojana Iliha v Mariboru. Zato se je predstavnik šolske skupnosti za promet odpravil na tradicionalno že 23. srečanje učencev z županom in drugimi predstavniki mestne občine Maribor. Malo sem živčna, ker razmišljam, kaj povedal. Srečanje so nestrpno pričakovali tudi mladi z 5 drugih mariborskih osnovnih šol, ki so prišli predstaviti predloge, kako bi lahko izboljšali prometno varnost, a predloge lahko uresničijo samo odrasli. Tiste, ki jih mi zastavimo, da bi bilo boljše za našo varnost, upoštevajo, ne pa vse, ker tudi potrebujejo tudi finančna sredstva in to. In pogovori so se začeli. Župan in drugi odgovorni za prometno varnost so izvedeli, da bi mladi v šolo najraje pešačili ali kolesarili, zato so predlagali veliko ukrepov. So pa tudi opazili, da so bili nekateri njihovi prejšnji predlogi že upoštevani. Da so opažanja otrok zelo pomembna, pa je poudaril tudi župan. Veseli me tudi to, da so predlogi takšni, da jih lahko uprava uporablja direktno pri planiranju sprememb v okolici šol in v mestnih četrtih. Pričakujem, da se bojo določene stvari tudi spremenile. Tako nekako se mi zdi, da ne spadamo vsem, ampak je vseeno lepo, da nas upoštevajo. Da se vse zamisli ne bi pozabile, pa so jih mladi županu izročili še zapisane na papir.